4 ekipe smo videli in seveda bodo igrali še naprej. Prve tekme so za njimi, še 2 za vsako ekipo prihajata. Dajmo jim še enkrat en velik aplavz. Najprej pozdravimo Brane iz Vranskega, ki se postavijo tule za prvo žogo. Domačini turnirja torej iz Vranskega. Potem seveda vabimo njihove prve nasprotnike, člane ekipe Kolpa Črnomelj, naj stopijo tule za drugo žogo in seveda tudi aplavz Črnomalcem. Tule za tretjo žogo vabimo ekipo Grosuplja. In pa za četrto žogo še ekipo, ki je pravkar izkusila zmago, člane ekipe iz Krškega. Tole so torej mladi košarkarji, letnih 2005 ali mlajši, novi klub slovenske košarke in ena izmed zmagovalnih ekip se bo uvrstila na finalni turnir. Tista, ki bo zmagala na finalnem turnirju, pa bo nastopila v Beogradu v času Euroligaškega Final Foura, torej res izjemna čast. Nekaj več o tem pa nam lahko pove Miha Benko. Miha, lepo pozdravljen. Lahko pravzaprav rečeva, zakaj gre in zakaj je sportklub tako hvaležen in ponosen na to generacijo mladih košarkarjev. Toni, hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani, dragi košarkarji, starši, spremljevalci, trenerji. Sportklub se je regijsko odločil, se pravi v vseh državah, kjer je sportklub prisoten s svojimi športnimi kanali, to je Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Makedonija pa Bosna in Hercegovina, da pripravi znotraj vsake države turnirje za selekcije do 13. leta starosti, torej U13. Znotraj države dobimo enega zmagovalca, potem pa se bo ta zmagovalec, tako kot je bilo rečeno, na nek način usporedno z zaključnim turnirjem četverice same Eurolige pomeril z vsemi ostalimi zmagovalci preostalih držav. To pomeni 6 zmagovalcev posameznih držav, tam pa se nam bodo pridružili še podmladki ekip, ki bodo dejansko nastopali na Final Fouru same Eurolige. Letos je to pač v Beogradu, drugo leto bo morda takšen zaključek, potem za te najmlajše tudi v Sloveniji ali pa v Zagrebu, se pravi tradicionalno, bomo turnir peljali oziroma tekmovanje in ga skušali potem zaključkom izvesti v eni izmed držav, kjer je sportklub kot takšen prisoten. Prvo vodilo je bilo, da gre za fair play, športno tekmovanje. Jasno, na koncu dobimo enega zmagovalca, ampak želeli smo dati priložnost mladim košarkarjem, da naredijo napako, da zgrešijo kakšen met, da naredijo korake, pa da zato niso na nek način kaznovani. Ravno zaradi tega je nekakšen poklon sportkluba, tale dvobarvni dres, ki bo seveda ostal v trajni lasti samim košarkarjem. Kot ste morda že sami na nek način razumeli in razbrali, 16 klubov smo zbrali v Sloveniji, tisti klubi so tule prisotni v našem tekmovanju, za katere smatramo, da so zdrave sredine, ki dobro delujejo. Danes smo na Vranskem, jutri gremo v Slovensko Bistrico, potem pa v začetku marca še v Domžale in pa v Sežano s temi zaključnimi turnirji. Jaz bi seveda vsem skupaj zaželel veliko sreče na današnjem turnirju in tudi še kasneje. Hkrati pa se zahvalil tudi našemu ambasadorju Matjažu Smodišu, legendi slovenske košarke, ki je svojim imenom podprl tale projekt. Jaz velika hvala, zato da si na nek način pristal praktično že na prvem sestanku za tole druženje. Toni bo z Matjažem opravil še krajši intervju. Matjaž bo seveda malce povedal mladim, kako je sam videl tele svoje začetke, potem pa bomo vsi skupaj naredili še eno fotografijo. Mladi pa bodo imeli seveda priložnost se z našo legendo slovenske košarke tudi fotografirajo. Torej še enkrat velika hvala organizatorju, torej domačemu klubu Vranje Vransko. Lahko zaprosimo absolutno za krasno organizacijo prvih 2 tekem, še 4 nas čakajo. Velika hvala tudi vsem ostalim predstavnikom kluba, da ste se odzvali in da ste ponudili, kot že rečeno, mladim, da se tako malce podružijo. Hvala lepa. Hvala torej Mihu, hvala Miha Benko za uvodne besede, za predstavitev samega projekta. Kot je Miha že najavil, imamo danes posebno čas, da je tukaj z nami ambasador projekta, seveda nekdaj odlični reprezentant, odlični košarkar Matjaž Smodiš, ki ga vabim, da se mi pridružili, seveda je velik aplavz. Tukaj da vas je vsaj 50, ki bi vsi radi postali Matjaž Smodiš nekoč. Matjaž, kako se pravzaprav vi spominjate samih začetkov? Zakaj so taki turniri pomembni? Najbrž se tudi sami spomnite, ker ste bili stari 12-13, pa ste hodili po raznih turnirjih in nabirali izkušnje, še kako prav so to šle kasneje. Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj, iskrene čestitke vsem fantom, bodočim talentom, staršem za podporo, organizatorjem
tako naprej. Zdaj pa ne vem, na katero vprašanje te moram odgovoriti, ki se tega ne 4 postavili. Ampak ja, res je, tisti prvi začetki so nekaj posebnega, ostanejo v spominu tudi potem, ko se nekako ta zgodba konča. In mislim, da je v bistvu dolžnost nas uspešnih košarkarjev oziroma uspešnih športnikov nasploh, da podpiramo takšne zgodbe, ki so v bistvu čiste, poštene, da se iščejo zdrave sredine in da v bistvu vrnemo vsaj en kanček športu, ki nam je tako velik dal v življenju. Poleg, bom rekel, vseh teh naslovov oziroma tudi finančnih ugodnosti, mislim, da največje vodilo športa sigurno je fair play, zelo način življenja, odgovornost, pripadnost, nekaj, kar verjamem, da se dan danes vsak starš trudi, da bi dosegel svoje družini, samo oče 3 otrok, pa vem, da ni lahko, da iskrene čestitke in bravo vsem staršem, da podpirajo tako zgodbo. Prosim otroci en aplavz za starše, ki se to sigurno posvetijo. Bom še kakšno vprašanje zastavil. Pravzaprav me zanima, kako lahko rečemo, kakšen nasvet lahko damo. Videli smo že, kako igrajo, ampak kaj je tisto ključno, kar rečeš 12-13-letnikov? Naredi napako, prvoš si. Probaj uživati. Napake so sestavni del življenja. Na napakah se največ naučiš. Tako da, dokler uživate v košarki, igrajte, kako vam bo postala problem, zasečenost, boste gledali druge stvari, druge športne in tako naprej. Tako da na tem nivoju sigurno probati, vsi igrajo, kar je tudi vodilo današnjega turnirja, da pa vsi okusijo slast terena in tako naprej. Tako da na teh, tako sem že rekel, na teh nivojih sigurno čim več stvari probati od ostale in dobiti čim več izkušnje. Super, najlepša hvala še enkrat. Hvala Matjažu Smodišu, ambasadorju projekta Basket for Kids. Otroci, slišali ste, ne? Ne pozabiti, uživati, pa zahvalite se seveda staršem za vso podporo, trenerjem in uživajte še naprej. Nas pa čaka torej en tak zanimiv turnir, še predtem pa fotografija. Mislim, da jo bomo kar tamle izpeljali, oziroma, kaj misliš, bomo izkoristili tole vitrino? Lahko bi jo, ne, ker kdo od vas si ne bi želel biti MVP, second team, Euroleague champion? Mislim, da vsi. Tako da, preden se boste čez 15 let slikali ob svojih plaketah, lahko zdaj izkoristimo to, pa se slikamo ob Matjaževih, prav? Evo, vas bomo vse zbobnali tukaj, da se vidavamo tudi trenerje, da se pridružijo in bomo naredili na tako fajn fotografijo, da se zapomnimo, kdo smo bili na prvem regionalnem turnirju Basket for Kids. Večkrat se pomešajte med sabo, ko je taka rdeča-bila kombinacija bo. Starši vi pa veste, ne, vsaka fotografija zgleda veliko lepše, če se v ozadju ploska. Tako da dajte ime en aplavz. Ok, zdaj smo vsi ful resni. Zdaj bomo pa v enem trenutku vsi malo bolj veseli. Kakšni smo, ker za danes so igral s trojko? Ja, mislim, da smo malo bolj veseli, no? Evo, nekaj smo zaveli trojko in vsi smo bolj ponosni. Rock Thor! To, bravo vi! Pašte na sve igralce. In evo, mislim, da smo upravili eno fajn fotografijo. Hvala, uradno smo otvorili torej današnji turnir. Čakajo nas pa že naslednje tekme. Najprej se bodo domačini iz Vranskega udarili s košarkarji iz Grosuplja. Za začetek bi te pravzaprav vprašal, kaj se ti zdi, zakaj so taki turniri tako pomembni in kako ste pravzaprav tudi vi ponosni kot domačini takšnega turnirja? Turniri so pomembni zaradi tega, da otroci čim več igrajo, da se, bom rekel, družijo in igrajo tekmovalno košarko. V našem klubu smo zelo ponosni, da organiziramo ta turnir, sploh ker se organizira prvo leto. In smo tudi prvi v Sloveniji, prvi turnir v Sloveniji, mi prvi organizator, tako da smo zelo ponosni. Kaj ste pravzaprav nekako poskušali svetovati svojim varovancem? Zakaj je zanje to pomembno? Rečemo radi, da je danes priložnost, da naredijo kakšno napako, da se učijo na izkušnjah. Najbolj smo pač, da naj uživajo, košarki, da naj uživajo, da naj igrajo. Tako kot ste rekli, ni problem v napakah, samo da radi igrajo, da se radi družijo. V bistvu za začetek bi te vprašal, na kakšen način lahko rečeš, zakaj so taki turniri pomembni, zakaj je tako fajn videti, da tam mali čim več igrajo?
tako, da so življenje, da najdejo tudi neko prijateljstvo, da imajo, ne vem, druženje, pol ta stik, žogo, kontakti, res, meni je čudovito je. Videti tudi mali so veseli, skozi se zabavajo, imajo svoje tudi trenutke, kot je naprimer ta, ne. Jaz sem, kar se tiče tega turnirja, zelo vesel, da smo se udeležili, ne. Mislim, da tudi mali so bili veseli, da bojo tudi naprej igrali košarko, ne. To je pa predvsem to, no, da je zabava, to je predvsem to, zabava U13, to so še mladi, čakajo še dolge poti, dolgi treningi in tako naprej, no. Pridite zraven, no? Pridite zraven trenerju. Evo, povejte mi v bistvu, trener lahko reče, kako jih poskušaš nekako motivirati, vi pa lahko rečete, kako to na vas vpliva. Je trener kaj priden, jezen, kako on to poskuša reči, da čim boljši igrate? Vse skupaj v bistvu. Nas motivira v bistvu s tem, da nam pokaže, kaj smo bolj zmožni, kaj lahko še naredimo, pa s čem lahko popravimo stvari, ki smo delali napačno. Slišite, da si zelo dober trener. Ja, to je odvisno od igralcev, ne. Pač jaz jim skozi ponavljam, jaz jim dajem lahko neke smernice, ampak te smernice morajo oni bolj koristiti, to je na njihovi strani, ne. Tako da, dok oni igrajo, se zabavajo, se družijo, mi lahko delamo resne treninge, smo tudi lahko sproščeni, kot se vidi, smo, ne. Ko je pa tekma, ne. Nič, dajmo, ena roke pa Krško, ne? Ajde. 3, 4, Krško! Da mi povej v bistvu, kako ti je všeč tole danes, ta turnir, kaj je tisto, kar ti je najbolj bilo ostalo v spominu? Po mojem mi bo najbolj v spominu ostalo pač, koliko lahko tudi napreduješ, ko se učiš, recimo, domači so ful dobri in se lahko naučiš veliko. Kako pa pravzaprav, tudi sem videl, da nekako veliko trenirate, veliko vadite in pol prijeti na tako tekmo. Tekma je najbrž vsaj nekaj posebenega. Ja, na tekmi lahko pokažeš, kaj znaš, pa lahko tudi kaj novega probaš. Super, povej mi še, kako si zadovoljen z igro danes? Lahko bi igrali veliko boljš, drugače pa več bi si podajali, drugače pa ja. Super, zdaj pa še ena tekma, pa boste vse to popravili. Ja, se bomo potrudili. Evo, Petka. Bravo, hvala ti. Luka, eno vprašanje ti bom sam dal. Daj mi povej, v bistvu, kako ti je všeč tale današnji turnir, kaj ti je bilo mogoče najbolj, kaj ti bo najbolj ostalo v spominu? Pač, ko je več ekip, pa ena proti drugi, ne vem. To mi je pa nekako najbolj. Pa fair play tudi, to. Povej mi, kako je na treningih, v čem je razlika na tekmi, zakaj je tekma toliko boljša kot trening? Ja, če na treningu dobro delaš, pa bo tekma še boljša, tako da je to nekako. Kako se s trenerjem razumete? Zelo dobro. Ja. Kako vas zna motivirati? Ne znam, to bi bilo najboljše njega vprašati. Ja, super. Nič, fajn špilajte, evo, še ena Petka. To je to. V bistvu mi povej za začetek, na kakšen način lahko rečeš, zakaj so taki turniri pomembni in kaj je tisto, kar poskušaš od svojih varovancev danes potegniti? Okej, ja, predvsem je pomembno seveda, da se fantje med sabo, se pravi, da grejo v boj skupaj med sabo, da kako ne rečem, da so skupaj v dobrem in slabem. Zdaj, čim več teh tekem pri tej starosti sigurno dobra stvar, čim več izkušenj, čim več prakse, čim več napak nekih, ki pa seveda se pač probaš z njih nekaj naučiti, oziroma trener proba izpostaviti te napake in da, bom rekel, da probamo nekako iz tega čim več povleči. Drugače pa sigurno dobra stvar pa za košarko, čim več takih turnirjev. Tako da super izkušnja za našo ekipo, smo eno leto mlajši tudi, da se nam to mogoče malo pozna, ampak drugače pa jaz mislim, da so otroci zadovoljni s turnirjem in to je to, super. Čisto na kratko, kaj si svetoval, zdaj vas čaka tretja tekma zapored, na kakšen način motivirati varovance? Zdaj so že kar dobro zmatrani, pa tako, ja, nič, da ne ustrajajo se pravi, kako ne rečem, da se držijo nekih pravil, ki jih pač imamo postavljenih, drugače pa pač probal sem jih spodbuditi, dvigati,
da naj pač še zadnje moči zdaj probajo stisniti skupaj in da ne ustrajajo v glavnem. Tako. V bistvu za začetek moramo vprašati, zakaj so taki turniri toliko pomembni, kako vi pravzaprav v vašem klubu gledate na udejstvovanje, na sodelovanje na takih dogodkih? Taki turniri so nek prvovrsten dogodek, res za take mlade fante, bolj ga ne poglobiti. No. Prva stvar, družimo se, fajn se imamo, vidimo ostale fante, vidimo kraj v bistvu, Vransko, prišli smo mi iz Črnomlja, dolga pot, spoznamo Slovenijo, potem se pa združimo ob košarki in to je nekaj najlepšega. No. Fantje, veliko gledalcev je, dobri sodniki, dobra organizacija, super je. Še zadnje vprašanje mi je pa pravzaprav povezano s tvojim načinom oziroma vašim načinom dela. Zanimivo mi je bilo videti, kako mirno to vse skupaj spremljaš v igrišču. Zakaj ta poseben občutek, da nisi sam trener, ampak si hkrati tudi malo pedagoga pa nekega mentorja, vzornika tem otrokom? Ja, nekako to je ratalo moje življenje. Jaz sem tudi na fakulteti za šport, študiram smer športne vzgoja, tako so nas naučili. Pa tudi jaz kot igralec, ko sem bil majhen, sem tudi take turnirje igral, sem moral neko mernost, neko trenerjevo zanesljivost, da je nek skozi govoril kregu in tako naprej. In to sem prenesel zdaj starejša leta in probam na mlade fante to prenesti. Ker mislim, da je nekako bolj za njih, no, ko pa da mu skozi piha za ovratnik, mu negativne stvari predlagaš, jaz mu rajš povem, realno, merno in tako funkcioniramo. Dober trener je torej miren trener. Recimo, ja.